Beletrina v živo. Pozdravljeni v Beletrini v živo, v novi epizodi, ki tokrat poteka kot trenutno večina stvari, sicer v živo, a nadaljavo. Tokrat se bomo posvetili švedski pisateljici Sari Stridsberg in njenemu romanu Beckomberga Oda moji družini, ki je šel v zbirki Žepna beletrina, dostopna pa je tudi v formatu na Biblosu. Sara Stridsberg se letošnjega festivala Fabula v začetku leta žal ni mogla udeležiti, tako da boste lahko več o avtorici in njenemu delu izvedeli v pogovoru z Ivo Klemenčič, ki je roman prevedla iz švedščine. Živo, Iva? Lepo pozdravljen, Živijo. Ker gre za prvi prevod katerekoli knjige Sare Stridsberg v slovenščino, me zanima, zakaj je ta knjiga, zakaj je ta prevod pomemben, glede na to, da gre za uveljavljeno pisateljico, zakaj ga torej dobivamo šele sedaj? To je zagotovo odlično vprašanje za naše založnike in pa urednike. Tudi sama se pogosto vprašujem, ne samo pri švedskih, na splošno pri nordijskih avtorjih, zakaj tako pozno dobivamo prevode tako odličnih del. Ampak vseeno bolje pozno kot pa nikoli. In zelo sem vesela, da imajo slovenski bralci končno priložnost spoznati Saro Stridsberg in pa njeno delo Beckomberga Oda moji družini. Sara je namreč že dolga leta zelo priznana avtorica, ne samo na Švedskem, ampak svetovno, dobila že veliko pomembnih nagrad, od nagrade Evropske unije za književnost do nagrade Nordijskega sveta za književnost. Lani je bila nominirana tudi za nagrado Man Booker in že dolga leta gre v bistvu za eno najpomembnejših sodobnih švedskih pisateljic. Knjiga je pomembna tudi zato, ker se loteva zelo težke teme, takšne, ki se morda radi pisatelji manj lotevajo ali pa se lotevajo na drugačen način kot Sara Stridsberg. Namreč duševne bolezni, psihiatrična bolnišnica, alkoholizem, in tega se zna ona lotiti na zelo poseben način, na takšen, kjer hkrati, ko opisuje zelo težko temo, v kateri nas pogosto zbada v srcu med branjem, vseeno zna prikazati neko toplino, neko pozitivo, tako da lahko roman hkrati beremo z solzami v očeh in z neko toplino v srcu in nasmeškom na obrazu. Ja, kot zanimivost omenim, da čeprav gre za prvo knjigo prevedeno, je bil pa že v okviru švedskega Fokusa, Borštnikovega srečanja, mislim, da leta 2016, objavljen tudi prevod njene drame Seciranje sneženja, ki ga je prevedla Mita Gustinčič Pahor. Ja. Pomembno pa se mi zdi poudariti, da je leta 2016, torej 2 leti zatem, ko je bil objavljen roman Beckomberga, da je postala najmlajša članica Švedske akademije, mislim, da šele 10. ženska, ki pa jo je protestno zapustila dobro leto kasneje zaradi znanega škandala in razkritja spolnega nadlegovanja in korupcije, zaradi česar nagrada potem leta 2018 tudi ni bila podeljena. Res je. A se dotaknemo še malo širšega opusa? Se pravi, njen prvenec Happy Sally je šel leta 2004 in izpisuje zgodbo Sally Bauer, ki je kot prva Skandinavka preplavala Rokavski preliv, potem je sledila izredno uspešna, prosim popravim pri prevodu, Fakulteta za sanje, v nemščini Traumfabrik oziroma v angleščini Faculty of Dreams oziroma Valerie. S tem je res uspel mednarodni preboj in številne prej omenjene nagrade, ki si jih omenila. Potem je Darling River, ki je nekakšna avtorska verzija, variacija Lolite Nabokova. Potem pa že 2014 Beckomberga, za katero je kasneje prejela nagrado Evropske unije za književnost. Torej, kako bi se v ta hiter, nekako splošen pregled njene bibliografije, kako se umešča Beckomberga? Ja, tako kot si že sam omenil, je začela z Happy Sally, z Drøm fakulteten oziroma fakulteto San, pa doživela res tisti preboj tudi na mednarodni literarni sceni. Verjetno pa večino njenih del povezuje to, da so ji navdih neke močne, pogumne ženske, neustrašne, za katere je meja samo nebo. In pogosto prepleta realnost in pa fikcijo,
torej kot smo že videli recimo v Happy Sally in pa v Drømfakulteten, uporabi resnične ljudi v svojih romanih in potem nekako preoblikuje njihove zgodbe. In v bistvu je tu skupna točka z Beckomberjo, namreč tudi tukaj je ena od glavnih junakinj, sicer v začetku 13-letna Jackie, ob koncu 45-letna Jackie kot mati samohranilka. Gre tudi za zelo močno dekle, pogumno dekle, ki sicer zelo trpi zaradi očeta, ki ima težave z alkoholizmom in se želi ubiti, si vzeti življenje. A hkrati Jackie ostaja močna, pogumna, verjame, da bo očeta lahko rešila, da mu bo pomagala, ga vztrajno obiskuje v bolnišnici in je prav tako močna kot ostali liki, o katerih piše Sara Stridsberry. In nekako ne vidi te meje oziroma verjame v to, da ima tisto moč, da bo pomagala očetu, da bo pomagala družini in tukaj mislim, da je skupna točka z ostalimi junakinjami v delih Sare Stridsberry. In tudi to, kot sem omenila, prepletanje realnosti in pa fikcije, plus njen zelo poseben pripovedni slog, ki je že včasih skoraj bolj liričen. Včasih se nam skoraj zdi, kot da bi bolj brali poezijo v nekaterih odlomkih kot pa prozo. Čeprav je bil roman Drømfakulteten tisti njen boom, pa je mogoče Beckomberja, zdaj to so seveda subjektivne ocene, vendar nekako njeno, bi rekla, to je zdaj moje mnenje, najboljše delo, ker z njim, kot sem rekla, se loti takšne teme in na takšen način, da odstira marsikatera pomembna vprašanja in nam nekako kaže tudi pot, po kateri bi bilo dobro, da mi gremo. Namreč, da ne obsojamo od zunaj in da ne sodimo o stvareh, ki jih dejansko ne poznamo, ampak da skušamo sprejeti, kar je morda drugačno ali pa v resnici sploh ni, pa se nam samo zdi in da se zavedamo, da smo vsi samo ljudje, eni takšni, drugi drugačni, ampak vsi samo in zgolj ljudje. In mislim, da Sara vsakim svojim delom nekako skuša ne samo nam dati nekega dobrega branja, ampak nas hkrati tudi malo poučevati in nam, kaj jaz vem, dati en kanček dobrote v nas, da bomo lahko mogoče malce boljši ljudje, če se tako izrazim. Ja, mislim, da si dobro povzela neke glavne značilnosti njene pisave. V središču so ponavadi nekakšna rehabilitacija nepopularnega, mogoče malo sumljivega, kritiziranega, nečesa, kar je na udaru. Najpogosteje so to ženske, Valerie Solanas, Lolita, junakinje njenih dram, Medeja, kako je že, kraljevska deklica, kako je prevedeno. Torej neke ženske, ki se predajo, posvetijo nečemu, kar ni zgolj materinstvo ali romantični odnos, ampak neka druga fiksacija ali pa obsedenost. So pa tudi neke medbesedilne navezave med njenimi romani ali pa tudi neke kontinuitete, tematski poudarki, kot so, ne vem, hčerke, ali pa odsotne matere, pa spolni odnosi moči in tako naprej. Mislim, da sem naredila kar dolg in širok uvod do osrednjega fokusa pogovora, tako da bom kar neposredno vprašal, kaj je Beckomberga iz naslova? Beckomberga oziroma Beckomberja, kot njeno ime izgovarjajo Švedi, kombinacija RG se namreč vedno izgovarja kot RJ, je bila nekoč ena največjih psihiatričnih bolnišnic v Evropi. In v romanu lahko spremljamo nekako razvoj bolnišnice od začetkov, ko je arhitekt Karl Westman šele risal načrte, do konca, do leta 1995, ko so psihiatrično bolnišnico zaprli. In v tistem njenem največjem obdobju je tam bivalo celo 2000 pacientov, plus so osebje, ki je tam delalo. In v romanu nam v ločenih poglavjih pisateljica predstavi torej zgodovino bolnišnice, kako se je tam delalo, paciente, ki so pristali tam, in ob tem poudarja, da je v bistvu nekoč bilo pojmovanje duševnih bolezni veliko širše, kot je pa recimo danes, in da je marsikdo pristal v tej bolnišnici, ki sicer danes recimo ne bi. Recimo najmlajši pacient je bil 6 let stari deček, ki je imel sifilis, predvsem pa je bilo tam veliko pacientov, ki so imeli željo po samomoru, ki so že poskušali to storiti.
In tudi glavni junak v romanu Jim oziroma Jimmy Darling, kot ga kličejo ostali pacienti, ima to težavo, pač zateka se k alkoholizmu, čuti praznino, bolečino, noče več živeti in večkrat se je že poskušal vzeti življenje. Sicer poudari, da nikoli prav zares, ampak da zdaj pa si bo poskušal zares vzeti. In tako pač pristane v bolnišnici in skozi njegovo zgodbo ter skozi zgodbo njegove hčerke Jackie spremljamo tudi zgodbo bolnišnice. Kako se je tam delalo, kdo je tam delal, sicer veliko tega je seveda izmišljenega, je pa pisateljica brskala po starih kartotekah od pacientov, da bi dobila čim več informacij in tako dejansko zvemo veliko tistih pravih podatkov in torej tiste realnosti, o kateri sem govorila, da se je Sara Stridsberg zelo rada poslužuje v svojih delih. In mnogi znani Švedi so tudi bivali v tej bolnišnici, recimo Nelly Sachs, dobitnica Nobelove nagrade za književnost, potem Jussi Björling, ki je bil zelo znan švedski pevec, tja je zahajal tudi švedski premier Olof Palme, ki je imel tam svojo mamo. Tako da želeli so narediti prostor za vse, ki imajo težave, ki potrebujejo pomoč, ki bi jih varoval, jim nudil vse, kar potrebujejo, kjer bi se dobro počutili, kjer bi jim bilo lepo. Naredili so več poslopij, čudovit park, kapelico in skratka potrudili so se, da bi jim omogočili čim lepše življenje vsem pacientom. Po drugi strani je pa vseeno to bil kot nek zapor in zato je Beckomberga imela v očeh Švedov vedno nekako tako pošastno podobo. To je bila pošast, to ni bila navadna bolnišnica, vsak, ki je pristal tam, je tudi bil čuden in pošasten in so se ga bali in veljalo je neko prepričanje, da kdor pristane v Beckombergi, bo tam zavedno tudi ostal in tam tudi umrl. Ampak v romanu pa nam pisateljica predstavi drugo podobo. Predstavi nam bolnišnico in življenje tam od znotraj, tudi paciente, in nam pokaže, da to ni noben bav-bav, da je le navadna bolnišnica, v kateri je marsikateri pacient našel svoj dom, svojo družino, svoje prijatelje in da tisti, ki pristanejo tam, še zdaleč niso norci ali zmešani ali drugačni od nas, ne? So samo ljudje, ki potrebujejo mogoče malce pomoči, ki so se znašli v težavah in jih nekako poskuša ta bolnišnica rešiti. So pa res leta 1995 zaprli, ker je pozneje prišlo do iznajdbe antidepresivov plus do deinstitucionalizacije psihiatričnega zdravljenja. In pisateljica nekako ugotavlja, da je obdobje bolnišnice tudi sovpadalo z obdobjem državne blaginje in socialne države. Ja, če nekako povzamem, je Beckomberga nek projekt širšega vala institucionalizacije. Sprav ta neka dvojnost med državno željo po nadzoru drugačnosti, hkrati pa prevzema tudi skrbstveno odgovornost do njih. Tako je. Omenila si tudi, da usporedno z razpadom družine, o kateri govori roman, razpada tudi sistem oziroma se razkraja tudi ta sistem. Na koncu pa je nekako povzeto, da je to 60-letno delovanje sovpadlo z obdobjem socialne države. Kako pa gre razumeti drug del naslova, Oda moji družini? Je to ključ za avtobiografsko branje oziroma kako gre v tem smislu razumeti tudi angleški naslov oziroma prevod romana Gravitacija ljubezni? Najprej bi šla kar k izvirniku, torej Oda moji družini, kot si omenil. Sara je v enem od intervjujev rekla, da so ji uredniki svetovali naj podnaslov izpusti, ravno zato, ker bo večina razumela to kot njeno avtobiografijo. In delček njenega otroštva oziroma mladosti je res zajet v knjigi, namreč, kot sem že prej omenila, je tudi sama imela očeta, ki je bival neko obdobje v Beckombergi, ampak to je v bistvu tudi vse. Obiskovala ga je, ne tako pogosto kot glavna junakinja v romanu, pravi, da ni rada zahajala tja, da je tudi sama čutila nekakšen odpor in bolečino, ko je bila tam, medtem ko glavna junakinja v romanu pa v bistvu vsak dan zahaja k očetu in na koncu bolnišnica postane kar njen dom. In v bistvu kaj več tukaj skupnega ni, tako da Beckomberga ni avtobiografija in to ni oda recimo družini pisateljice,
tudi ne oda družini Jackie, torej glavne junakinje, ampak je to bolj oda sami bolnišnici in vsem pacientom tam. Namreč tako Jim, torej Jackie in oče, kot ostali pacienti so tam našli nekako svoje prijatelje in svojo družino. In mnogi si življenja izven bolnišnice sploh niso predstavljali. In dejansko je ta roman v bistvu oda vsem, ki so bivali tam in celotni ustanovi kot taki in vsem seveda, ki so bili tudi zaposleni tam. Sicer spremljamo hkrati vzporedno, kot si omenil, tudi zgodbo Jackyne družine. Sprva so še bili skupaj, so živeli torej mama Lone, oče Jim in pa Jackie, ampak oče je imel ves čas težave z alkoholom in kot sem omenila, večkrat se je poskušal ubiti, na različne načine, mu nikoli ni uspelo. Ko pa je prišel v Beckenbergu, pa je dejansko postal srečen in si ni želel več stran. In ko ga je Jackie spraševala, še boš prišel kaj domov ali boš ozdravel, je rekel, ja pa ne vem, če bom, da tukaj mi je všeč, tukaj smo vsi enaki, tukaj ni nihče drugačen. Tam se je tudi zaljubil, kajti zakon je potem razpadel in njegova žena oziroma Jackyna mati je odšla v tujino, ga ni obiskovala, je bilo to zelo težko, ravno nasprotno torej kot Jackie. Tam se je torej tudi zaljubil v eno mlajšo pacientko, spoznal nove prijatelje in tam je dejansko postal njegov dom. Tako da ta oda moji družini je dejansko oda bolnišnici in pa vsem pacientom in vsem, ki so se tam ali obiskovali svoje najdražje, ki so bili tam kot pacienti, ali so na kakšen drugi način bili povezani z bolnišnico. Torej oda bolnišnici in oda vsem tam, ne pa toliko oda lastne družine ali pa družini od Jackie. Še drugi del vprašanja, gravitacija ljubezni. Ja, jaz moram reči, da kot prevajalka se rada držim tistih izvirnih naslovov, ker si mislim, če je avtor da takšen naslov, ga je že dal s takšnim namenom. In ta Gravity of Love v angleščini, moram reči, da mogoče se lepo sliši, ampak za takšen roman se mi zdi, da daje neko napačno pričakovanje. Res je, da smo tudi mi razmišljali o njem in da smo kar precej tudi o tem predebatirali, ampak jaz sem bila zelo proti tej gravitaciji ljubezni, ker se mi nekako bolj zdi tudi za naslov kakšnega ljubezenskega romana, medtem ko Beckenberga to vseeno ni. In večini prevodov v drugih jezikih so ohranili ta izvirni naslov, pač Angleži so ga priredili in to oni zelo radi počnejo, jaz sem pa le želela, da ohranimo mi ta izvirni naslov, ki ga avtorica sama izbrala in ki tudi v bistvu pove, o čem knjiga govori, zakaj gre. Gravitacija ljubezni, mislim, da to nastane eno čisto drugo pričakovanje v knjigi. Čeprav seveda se tudi v njej oziroma v tem romanu pojavlja ljubezen in govori o gravitaciji in v bistvu o tem, kako je lahko nekako najtežja ljubezen tista, ki nas najbolj obteži, hkrati je ta ljubezen tudi najmočnejša in nas lahko mogoče nekako nam da neko gravitacijo, ampak se mi zdi, da moramo izvirne naslove pustiti takšni obliki, kakršni so, da to, če bi jaz napisala knjigo, bi tudi želela, da ohranijo takšen naslov, kot sem ga sama izbrala in ne da spreminjajo po svoje, ne. Ja, gravitacija ljubezni zveni bolj usodno, no? Ampak ni pa vsem brez veze z romanom, no? Recimo Jackie šele rojstvo otroka na neki način prizemlji, to tudi ta omenjena gravitacija ljubezni. Pa tudi Jimmy, mislim, da reče, resnična blaznost je v resnici ljubezen, vzhičenje, vrtoglavost, histerija. Tako je, ja. Precej se vrtiva okrog tematizacije duševne bolezni. Recimo že v fakulteti San oziroma Valery gre za fiktivno biografijo, v kateri Stridberg oriše življenje ameriške feministke Valery Solanas. Ona je avtorica manifesta Scum, znana pa tudi po tem, da je leta 1968 poskusila umoriti Andyja Warhola. Tudi v njem se Stridberg loti dosti brutalnega, ampak hkrati poetičnega prikaza duševnih motenj in bolezni, pri čemer se mi zdi, da pri Beckenbergu ne gre tako daleč, da bi enačila duševno motnjo z nekim s patriarhalnim družbenim sistemom, kot je to pri Valery. Če recimo citiram en odlomek iz tistega romana, moja diagnoza ni medicinska, je bolj izjemna jasnost kot operacijske luči, ki osvetljujejo vse besede, stvari, telesa in identitete. Vaše diagnoze, doktor,
so natančen opis mesta ženske v tem sistemu kolektivne psihoze. Shizofrenija, paranoja, depresija in nagnjenost k destrukciji. Vsaka ženska v patriarhatu ve, da shizofrenija, paranoja in depresija na noben način niso zdravstveno stanje posameznika. To je dovršena diagnoza družbene strukture in oblika vladanja, ki temelji na stalnem poniževanju možganskih zmožnosti polovice populacije, osnovane na posilstvu. Torej, kako pa je z reprezentacijo psihičnih težav, duševnih bolezni v Beckombergi? Sara Stridsberg pravi, da ona noče obsojati in da noče soditi, noče ocenjevati, ampak da hoče svet prikazati skozi oči 12-letnice. Pravi, da so 12 leta, oziroma ko smo mi stari 12, posebna leta, kajti takrat gledamo na svet nekako drugače. V bistvu ga bolj spremljamo to, kar se dogaja, ne moremo pa nekako vplivati ali spremeniti poteka dogodkov. In zato pravi, da skuša v vsakem romanu oziroma v vsakem svojem delu pisati, kot da bi gledala na svet skozi oči 12-letnice. In podobno počne v Beckombergi, namreč noče soditi, noče ocenjevati, kot sem že omenila, in tudi ne poda nekega odgovora na to, kaj bi bilo recimo neko pravo zdravljenje duševnih bolezni, tega noče niti. V bistvu želi opozoriti na to, da moramo destigmatizirati duševne bolezni in da tisti, ki morajo v psihiatrično bolnišnico na zdravljenje, niso norci, niso zmešani, nismo mi zdravi in oni bolni, ampak kot sem že omenila v začetku, vsi smo le ljudje. In da bi morali znati sprejeti vse ljudi, tudi tiste, ki so mogoče malce bolj ranljivi, ki imajo neke težave, ki so bolj na obrobju, potisnjeni v stran, in se zavedati, da smo vsi enaki in nekako živeti v skladu s tem prepričanjem. In svet bi zagotovo bil lepši, če bi vsi razmišljali tako. In skozi to, da ona prikaže življenje v bolnišnici nekako od znotraj, ne pa le kot zunanja opazovalka, ker je le imela lastno izkušnjo, poda drugačen pogled na to in na duševne bolezni in na življenje v bolnišnici. In ga nekako pokaže svetle plati, da vse ni tako strašno, da je dejansko pacientom tam bilo lepo, da so se imeli fino, da se niso počutili ujete, da na koncu, recimo, ko je zadnji pacient, v romanu je to Ulov, ki sicer ni dokazano zadnji pacient, ker niso ohranili zadnjih kartotek od pacientov, tako da si ga je Sara v bistvu izmislila. On na koncu noče oditi. Čisto zadnje, ki je tam in se pogovarja s svojim zdravnikom, pa mu reče, zakaj moram oditi, če je to moj dom, to so moji prijatelji, to je moja družina, kaj bom jaz tam zunaj? In potem dejansko konča na zelo žalosten način, naredi samomor, vrže se z radijskega stolpa in tako ga že v začetku romana pač vidimo z razčesnjeno glavo ob dnu tega stolpa. In Sara Stridsberg nam v bistvu poda ravno ta pogled, ne, da psihiatrične bolnišnice in pacienti tam niso pošasti, niso nekaj strašnega. Mislim, da je Stridsbergovi zelo lepo uspelo ujeti ta pozitivni, nekako bolj svetel pogled na to tematiko in da nam pokaže, da smo vsi enaki in da bi morali biti bolj strpni do tistih, ki nosijo neko bolečino v sebi in nasplošno drug do drugega. Ja, mene pa navdušila v bistvu neka neobremenjenost, formalno stilsko zarezo med znotraj in zunaj, med nekim normativnim oziroma odklonskim. Ker pogosto bi lahko kakšen zaključek posameznega dialoga, recimo, ko oče prosi hčerko, da mu dovoli, da se ubije, pač zdrsnil neko sentimentalno, patetično obteženost, pa sploh ne, delno zaradi neke fragmentiranosti pripovedi, v kateri pač deli sploh niso daljši od 2 strani, ampak se mozaik počasi sestavlja in predvsem nekako ne stopnjuje. Delno pa zaradi načina pripovedi, opisovanja, kot si rekla, ki ne obtožuje ali pa sodi, je nekako brez predznakov, kot hladen, oddaljen pogled s kratkimi podredi in odstavki. V bistvu se mi zdi, kot da marsikaj v romanu ostaja neizrečeno, predvsem notranji svet likov. Kaj se tebi zdi, da je tisto, kar ostaja v romanu neizrečeno?
To moram reči, da je kar težko vprašanje, ker se mi zdi, da pisateljica kljub vsemu veliko pove, čeprav mogoče ni tako neposredno. Ravno ta pogled na duševne bolezni, ki sva ga prej omenjala, in na psihiatrične bolnišnice, ne napiše direktno, da to pa nič ni strašnega, to ni nič groznega, bodite bolj strpni in pika. Ampak nam skozi zgodbo Jackie, Jima, Lone in vseh ostalih pacientov poda drugačen pogled na to in ravno na to potem opozarja, dajte biti strpni, vse to je zgolj in samo normalno. In tudi znotraj tega, kaj je normalno, v bistvu srečamo zdravnike v tej bolnišnici v romanu, recimo Edwarda, glavnega psihiatra, ki svoje bolnike, če so dovolj pridni, čez vikend po noči vozi na zabave v svoje stanovanje, kjer jim ponuja alkohol in mamila. In morda tu s tem želi recimo pokazati tudi to, da vsi tisti, ki bi naj bili tudi normalni, v bistvu nismo, ne? Normalni v narekovajih seveda. Neizrečeno pa, recimo, ko sem jaz brala roman, me je predvsem Jackiina zgodba se zelo dotaknila. Namreč tudi sama sem v obdobju, ko sem roman prevajala, imela v življenju nekoga, tudi v mojem primeru je to bil oče, ki sem ga želela rešiti in sem mu želela vse do zadnjega pomagati in sem verjela, da se bo to dalo, ampak ni šlo, ker je bil preveč bolan. In mogoče zato, mogoče pa nasplošno sem nekako bolj občutljivo bitje in se me take zgodbe bolj dotaknejo. Ta Jackien boj oziroma neko njeno res upanje in vera v to, da bo lahko rešila očeta, da bo z njim vse v redu, da bodo spet srečna družina in da že samo njen pogled na očeta oziroma to, da odhaja k njemu, lahko očeta reši pred samomorom oziroma pred koncem življenja. In vse do zadnje strani ona upa. Mogoče ostaja tukaj neizrečeno to, da se res upanje umira zadnje, ampak mogoče pa bi se včasih le morali malce prej sprijazniti, da nekatere stvari ne bodo šle ravno po naših željah oziroma tako, kot smo upali, in da se je mogoče boljše malo prej sprijazniti, mogoče stvari peljati malo drugačno smer, kot pa do zadnjega čakati in te pol kot bum doleti neka strašna vest ali pa nek strašen dogodek, ne? S tem, da mislim, da Jackie na koncu nekako pa že to sprejela, ker ko je bila stara 45 in je Jim, ki takrat več ni bil v bolnišnici, spet omenjal, da se bo ubil, da bo vzel tablete, jih poplaknil z kozarcem šampanjca in odplaval v Atlantik, da takrat pa niti se ni več preveč upirala in je bila bolj nekako pasivna in okej, v redu, ti že veš. Mogoče na neki točki to vseeno je sprejela, ali pa je obrala drugo taktiko, ne, in si je mislila, če bom bolj nezainteresirana, če bom pokazala, da mi nekako ni mar, mogoče bo pa potem njemu malo bolj mar, pa si bo želel ostati in mi pokazati, da me ima rad, česar ji skozi cel roman v bistvu ne pokaže, ne. Ne vem, kaj bi še ostalo neizrečeno. Zdi se mi, da je cel roman takšen, da ko sem prišla do zadnje strani, jaz bi še brala naprej. Sicer je 360 strani, ampak jaz bi še brala, ker se mi je zdelo, da bi še več rada vedela in o Jackie, in o Jimu, in o Lone, in o ostalih pacientih. In kot da bi rabila neko nadaljevanje Beckenberga 2 ali nekaj takega. Si morda ti še opazil kaj takšnega? Pogrešal kaj ali pa je ostalo kaj neizrečeno? Ne, mislim, da celoten roman nekako temelji na celemu kupu neizrečenosti oziroma neki odprtosti. To niso le zamolki, indici pa namigi, ampak neka, kako bi rekel, temeljna nedostopnost linearne pripovedi, nekega notranjega sveta likov. Zato mogoče tudi prvi vtis o branju ni toliko potopitev v ta literarni svet in like, ampak neko postopno privajanje, odstiranje nekih povezav, skupnih točk. Mogoče tudi ta nek ideološki vidik ostaja precej v ozadju, no. Recimo, mislim, da Jimmy reče, vpraša doktora, kakšna ideologija je za vsem tem in tam odgovori, nobene ideologije ni, pozabi na to. Tako, je pa tudi, ko si rekla v zvezi z reševanjem in s pomočjo človeku, zdaj ne vem, a reče Jimmy ali Lone, da pač človeka ni mogoče rešiti, tudi če si sam to želi.
Tako se mi zdi neka izrečena poanta. Ja, ampak tako kot si omenil, res je ves roman v bistvu zelo fragmentarno sestavljen. Nekatera poglavja niso daljša niti od ene strani, spet druga jih imajo malo več in v bistvu po koščkih se zgodba sestavlja. In skačemo recimo v enem poglavju, Jack je stara 13 let, v naslednjem je stara 45, potem se spet vrnemo nazaj, pa spet malo vmes. Tako da moramo biti kar osredotočeni pri branju, da nekako potem vso zgodbo ujamemo, zajamemo, da začutimo in doživimo. S tem, da mislim, da s takim načinom pripovedi želela ravno prikazati nekako to mogoče razdrobljenost glavnega junaka, torej Jima, mogoče to njegovo zmedenost, v smislu, ja, rad bi umrl, hočem, ampak nikoli mu prav ne uspe, mogoče pa v resnici ne bi tega rad. Mogoče tudi Jackino zmedenost, ko pravzaprav ne ve, kaj je zdaj, on je moj oče, a me ima rad ali me nima. Večkrat ga sprašuje, a ne bi ti vsaj zaradi mene si želel živeti. Ja, ne ve, zakaj bi sploh živel, življenje je prazno, ne. In ne vem, moram reči, da je to roman, ki se me v zadnjih letih najbolj dotaknil. Res je, da se bolj potopiš, poglobiš v samo zgodbo, če roman prevajaš, ampak že dolgo se me ni kakšna zgodba tako dotaknila, kot se me je prav Beckenberga. In kot sem rekla, pa kljub tej težki temi, zna pisateljica to na takšen način podati, skoraj lirično, z čudovitimi opisi sončnih zahodov, vzhodov, narave, dreves, ptic, ki so stalno prisotne, da kljub temu, da bereš o takšnih težkih stvareh, te vseeno kot neki nežni vetrič nosi skozi vso zgodbo in jo hkrati spremljaš neko toplino v srcu, čeprav, kot sem rekla, ti večkrat lahko tudi stečejo solze po licih, ne. In mislim, da je to odlika zelo redkih, no, oziroma da res moraš biti odličen pisatelj, da ti uspe kaj takega. Mislim, da se čas pogovora hitro se je približal koncu. Bi želela še ti prebrati kratek odlomek? Ja, torej tu je ta lepa knjiga. Zdaj pa gremo torej na zadnjo stran. Recimo od resnično sem verjela pa do konca. Tam, kjer rada sem opazovala, ne? 338, ja. Rada sem opazovala Jima in Lone, kako sta zjutraj spala v stanovanju na ulici Kamakargatan, zavita v vlažno odejo in obdana z močno svetlobo, ki je prihajala skozi okno. Lone si je med spanjem vedno stiskala blazino k trebuhu in drobno zlato srce ji je vibriralo ob grlu. Resnično sem verjela, da jo lahko moj pogled varuje, da jo lahko ovijem svojim blagoslovom in jo zaščitim pred temo, ki se je bližala, pred oblaki, ki so se zbirali na obzorju, se kotalili čez nebo in že pred časom trčili drug drugega. Mislila sem, da jo bo moj pogled zavedno obdržal na svetlem, pri življenju. Vedno sem si domišljala, da v sebi nosim nadčloveško moč. Ne vem, od kod ta misel. V resnici nisem nikoli rešila nikogar. Nikdar nisem bila niti blizu temu, da bi kogarkoli rešila. Tako, sklenila sva pogovor o romanu Beckenberga. Hvala, Iva, za poglobljeno predstavitev. Najlepša hvala tebi za vodenje pogovora in Beletrini za vabilo. Ja, hvala, srečno vsem. Srečno, hejdo! Beletrina, v živo!